Na začetku vasi Križevci pri Ljutomeru so minuli teden uradno otvorili rekreacijsko infrastrukturo na prostem pod imenom Park doživetij Križevci, ki je obiskovalcem na voljo brezplačno. Zdaj tu za mano, ali pa na tem prostoru, kjer smo zdaj, je bil pred 3 leti zanemarjen od neurja porušen gozd. Ostale pač te drevesa, ki so ostale, nekaj smo že na novo posadili, zapuščane, zaraščene, ki ni bil last občine Križevci. Mi smo tu videli priložnost in smo se nekako, sicer po pogajanjih, uspeli dogovoriti in odkupiti ta prostor. In smo ga seveda, potem ko smo ga odkupili, smo ga sanirali. In zdaj vidite, v roku 3 let je tukaj nastal doživljajski park Križevci, ki je po mojem mišljenju lep ali pa zelo lep v nekem naravnem gozdnem ekosistemu. Tudi vsi elementi so temu prilagojeni. In kar je za mene tukaj pomembno, da so ta doživljajski, sprostitveni, rekreativni, pa tudi elementi za zahtevne skupine, da so bolj ali manj iz naravnega materiala, se pravi lesa, vrvi, kamna, da to ni neka outdoor fitness železno pisana oprema, ampak da je vse naravno. Sam rekreacijski park obsegajo, kot že omenjeno, številni različni elementi, ki so tako športno kot poučno naravnani. Da so učne točke, kot sem že povedal, gozdna učilnica, skok daljino gozdni ksilofon, gozdni telefon, bivališča za koristne organizme, se pravi ptičja valilnica, gnezdilnica za veverco, netopirje, ježe in tako dalje. Verjetno se kaj pozabil. V parku je razporedeno preko 20 različnih elementov za krepitev mišic, motorike, senzorike, koordinacije. In ob vsakem elementu ima človek tudi informacijo na tabli, kako se dela, zakaj je namenjena. Tako da je to nekako zaokroženo. Potem pa še imamo programske sklope. Različne programske sklope, tako so tudi nastavljene ob tej glavni poti, ki vodi okrog. To so pot izzivov, čutna pot, tam recimo hodijo otroci peš. Imaš različne zadeve na tleh, pa čutijo te elemente, ki so v tleh. Pot ravnotežja, slackline poligon, gozdni auditorij, vodno igrišče. In vse posod ob teh elementih seveda tudi urbana oprema, naravna itak, kot je vse tukaj v parku. In v osrednjem delu pa je pač umeščeno neka odprta gozdna jasa, ki je namenjena ali kakem pikniku na koci ali pa malici, sprostitvi, ležanju, ne vem kaj. In pa še enem delu je otroško igrišče. V roku naslednjih 3 mesecev načrtujejo še izgradnjo drugega dela rekreacijskega parka. Potem z temi športnimi objekti, ki že so na razpolago, z hipodrom stezo, ki je odzadaj, in pa z drugo fazo, ki prihaja v tem letu. Se pravi, parkirišče se bo do konca uredilo, potem pa pride cela linija lesene konstrukcije, lesenih elementov, kjer bo pa fitness pod streho. Seveda, da se je odprta samo streha, da gor. Kjer bodo še bolj zahtevne elemente, tudi bomo probali ga čim bolj z naravnega materiala. Potem pride gostinski del s teraso, ker vseeno smo prepoznali, da je tu potrebno, če že so ljudje, da se še lahko kaj dol sedajo, kaj spijejo, in pa seveda sanitarije. Zdaj imamo začasne, ker morajo biti, ker je dosti ljudi. Tako da letos, da je to prva in druga faza zaključena. In jaz mislim, da vsa ta okolica z teme ponudbo, ki je, da je nudila res veliko, če še vzamemo Vaško jedro, ki je skate park. Sam namen postavitve omenjenega parka pa je večplasten. V prvi vrsti so želeli občanom ponuditi poseben prostor, ki bo primeren za vse generacije. Zakaj smo mi to delali, ne? Zato, ker želimo, da bi najprej seveda smo želeli našim občanom ponuditi nek prostor v naravnem okolju, doživljajski prostor, ki je namenjen za vse generacije. Se pravi, od same sprostitve do rekreacije, do tudi za tiste najbolj zahtevne,
ki pač se hočejo tu razgibati, sprostiti, preživeti, mogoče prosti čas. Jaz mislim, da nam je to uspelo. Drugo, zakaj je to bilo pomembno, kar mogoče pretehta celo investicijo, ker to je vseeno, smo mi nekaj vložili v to, je, da spodbujamo zdrav način življenja. Mislim, da je to skoraj na prvem mestu, tako da in to za vse generacije, kar je pomembno. Potem tretja zadeva, tukaj noter smo umestili učne vsebine. Se pravi, da lahko šole, učenci, naši in tudi drugi hodili sem preživeti kakšno šolsko uro ali pa se razgibati. In pa četrta pomembna stvar je pa turizem. Seveda, da z tem objektom bo s časoma sigurno prišlo tudi več ljudi v naš kraj. Seveda mi še bomo to dograjevali z Kamešnico, ker se že ideje nastajajo in verjamem, da bo to vseeno s tem naša občina postala prepoznavna od blizu in daleč. Izgradnja parka doživetij je tudi za občino Križevci bil finančno kar velik zalogaj, pri čemer pa je pomembno vlogo odigrala tudi Prleška razvojna agencija. Prleška razvojna agencija je vodilni partner lokalne akcijske skupine. V Sloveniji ta trenutek obstaja 37 tovrstnih lokalnih akcijskih skupin. Naša Las Prlekija, kot ji rečemo na kratko, pokriva območje občin od avstrijske meje do hrvaške meje ob reki Muri. To se pravi 8 občin, mi jim rečemo prleške občine. In s temi občinami smo uspeli pridobiti na 2 evropskih skladih, na Evropskem regionalnem skladu in pa na Evropskem kmetijskem skladu, dobra 2,5 milijona evrov sredstev, ki jih v tem programskem obdobju namenjamo za izvajanje strategije lokalnega razvoja. Torej, strategija lokalnega razvoja, ki smo jo pomagali soustvarjati ali pa ki smo jo na nek način pisali tudi znotraj Prleške razvojne agencije, je ponudila pravno formalni okvir, na osnovi katerega je bilo možno pridobiti sredstva v paketu, in potem smo mi seveda z prvima 2 razpisoma, ki smo jih objavili na lokalni akcijski skupini Prlekija, dali možnost zainteresiranim, da se prijavijo za koriščenje teh sredstev v smislu izvajanja te lokalne strategije. Občina Križevci z partnerji je bila eden od 19 prijaviteljev, ki so uspeli na teh prvih 2 razpisih. Občina Križevci je uspela na razpisu iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Pridobila je maksimalni znesek sredstev, kolikor je pač možno znotraj tega okvira, seveda pa je sama pošteno morala seči v proračun, da je sfinancirala tako lepo in veliko investicijo, kot je ta doživljajski park. Seveda, investicija je bila financirana s 3 Evropskega kmetijskega sklada. Mi smo se prijavili na razpis Las Prlekija in hvala ocenjevalcem vlog, da so prepoznali, da je ta projekt dober. So ga tudi dobro ocenili, ker bila je gužva. Teh projektov je bilo ogromno in naš eden izmed teh, ki je bil prepoznan. In smo dobili dejansko od Las Prlekije slabih 63 000 evrov. Celotna investicija pa je stala 216 000 evrov. Razliko smo zagotovili v proračunu, se pravi z našim denarjem. Na dan otvoritve so se učenci nižjih razredov osnovne šole Križevci pri Ljutomeru z veseljem povzpeli po številnih ovirah rekreacijskega parka ter nam zaupali, kateri deli parka so jim najbolj všeč. Odličen meni je, pa vsi deli so mi dobre. Zelo je zakon, da se lahko vsi otroci igrajo in všeč mi je zipline. Meni je tudi ful vrede, pa najbolj mi je všeč tiste, ki se zibljajo, pa tam to tako vijugasta. Vrede mu zelo lepa igrala, pa fajna za tudi večja. Pa meni je tudi fajn, ko so ena bolj lahka, pa ena bolj težja, ko se bolj mali lahko grejo, pa tudi veke. Meni je tudi fajn tu, ko se igrala, pa ko so naravnega, iz narave vse. Meni je park všeč zaradi tega, naloge so ene lahke, ene pa so težje, je zato všeč pa tako velik je. Meni je všeč, ker je toliko vsega, pa so ene težje pa malo lažje.
Manj pa še zaradi tega, ker so tudi za odrasle in pa za otroke, da se lahko vsi malo pozabavajo. In točno tako so se na dan otvoritve na ovirah preizkusili ne samo najmlajši, ampak tudi nekoliko starejši. Previdnost na igralih pa ni nikoli odveč.